Omenili smo, da nam pri akciji pomagajo strokovnjaki. Jana Lavtižar je ena izmed njih. Je partnerska in družinska terapeutka. Je že priklopljen, ja. Jana, za strah pogosto pravijo, da je zunaj vodo, znotraj ga pa nič ni, ampak verjetno ni tako preprosto. Kaj vi opažate pri svojem delu, kaj pravijo vaši klienti in kako vi svetujete, kako naj se soočajo s strahom? Za tiste, ki opazujemo prestrašenega človeka od zunaj, se dostikrat zdi, da je strah v resnici, pač, da ga ni, da je znotraj voto in tako naprej. Je pa to zelo realno, zelo neprijetno čutenje za vsakega od nas, kadar ga doživljamo. Ne. Tako da jaz bi morda začela z tega čist terapevtskega stališča z enim zanimivim podatkom, ki se mi zdi koristen, namreč strah je za nas en izjemno dragocen informator. Pove nam o tem, kje in v kakšni situaciji smo zdaj. Velikokrat nam pove marsikaj o naši preteklosti. Ne? Če ga jemljemo kot takega, če vzamemo to čutenje resno in ga ne zanikamo, potem se res lahko nanj opremo kot na nekaj, kar nam bo dal pomembne informacije. Zdaj, naslednji korak bi bil zavedanje, da nas je sploh strah. Kot je prej Žanja govorila, ne, se mi zdi, da s tisto uvodno zgodbo ste zelo dobro ilustrirali to, kako se ženske odzivamo na občutke strahu, kako pa moški. Ženske rečemo, strah me je, zato ker imam jutri javni nastop. Ne. Moški pa reče, a da no, mer si pripravljena. Ne. Jaz se recimo dostikrat, ko se s svojimi klienti, moškimi pogovarjam, dostikrat nagovorim ta strah, ne, in dobim odgovor, ne čutim strahu, samo živčen sem. To mi gre na živce. To me spravlja v stisko, ker je pravzaprav so samo druge besede za strah. Mislim pa, da večina žensk, ki smo tukaj, vemo, da nam je v veliko olajšanje, kadar naš bližnji moški, se pravi, običajno je to partner, kadar nam lahko izraz, strah me je, ful me je strah, ker se potem veliko lažje povežemo. Skratka, tukaj gre za zavedanje, ne, da si sploh priznamo, da ta strah čutimo, ker potem že izgubi zelo veliko naboja. Potem naslednji korak je pa jasno raziskati, kam ta strah pravzaprav spada. Dostikrat ta strah ne spada k nam, ampak smo samo s svojimi senzorji, svojo senzitivnostjo zaznali strah nekoga drugega. Se pravi, če je to dober, kvaliteten, zaupanja vreden sogovornik, lahko z njim predebatiramo, kaj ta strah je moj, je tvoj. Ne? In tudi, če gre za realne strahove, ne, avtocesta, ne vem, medved, ki nas napade v gozdu in tako naprej, ne, potem na podlagi tega lahko ustrezno ukrepamo. Po drugi strani so pa lahko strahovi veliko globlji, na prvi pogled neznani, no takrat pa je prišel čas, da se pa spustimo majčkeno globlje. Ne. S katerimi strahovi se pari najpogosteje srečujejo v družinah? Kaj so najpogostejši strahovi v družinah? Če bi bila zelo kratka, ne, bi rekla, da tisto, kar se strah, ko se v partnerstvu pojavi, ki ga doživljamo ob pomembnem drugem, je strah pred zamenjanostjo, zamenljivostjo, ali pa če hočete z drugimi besedami, a sem dosti dober, dosti dobra. Korenine tega strahu, ne, če je takšen namreč, da je moteč, da nas ovira v vsakdanji funkcionalnosti, so seveda zelo daleč nazaj. Manj, ko se je otrok počutil varnega v svoji primarni družini že od rojstva naprej, globlji bo ta strah, bolj se bo izražal potem v vsakem čustveno intimnem odnosu. Ja. Veliko ste raziskovali strahove, pa je vas tudi še kdaj strah? Ja, seveda. Strah je samo čutenje, ne? Eno od močnih čutenj, ki pač ga s svojimi senzorji zaznavamo. Je eden od temeljnih afektov. Tako kot sem že na začetku rekla, to je pač informator, kje sem.
Upam si reči, da sem seveda razvila razne strategije v praksi, ne, kako se s tem spopadati, ampak potem seveda, ker se do smrti učimo, prihajajo novi strahovi, tako da ni nikoli dolg čas. Hvala, Jana.